Ljudje in ljudine, poslušate 45. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, obedovalci bolečine, obsojeni na dom, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo! In moja malenkost, ime je Aljoša Harlamov. 45. epizoda je znova in v resnici ni tako imenovani special. Skratka, tole smo vam obljubili že prejšnji teden, pa se potem nekako logistično ni šlo, ker smo doma očitno še bolj zaposleni, kot če bi bile razmere normalne. Ampak kakorkoli, tole bomo zdaj šteli kot drugi special iz karantene, izredna epizoda za izredne razmere, ki še vedno vladajo tam zunaj. Znova smo se povezali preko spleta, zato se že vnaprej opravičujemo, če naša komunikacija morda ne bo tako spontana in naravna kot ponavadi, je pa to morda tudi zakaj dobro. Stranske posledice snemanja na daljavo so lahko tudi manjša zmeda, boljša struktura, manj režanja. Smo pa tokrat znova štirje. Po 2 epizodah, če štejemo tudi prejšnjo posnetek živega pogovora iz Ormoža, kjer smo imeli sicer veliko dialoga z občinstvom, imamo torej danes na primerni razdalji znova gosta. To je prevajalec, bloger in del ekipe UNESCO Ljubljana mesto literature, Damjan Zorc. Živijo, Damjan. Pozdravljeni. Damjan, jaz sicer vem, odkot se oglašaš, ampak za naše goste, da še povemo, skratka, jaz se oglašam iz centra, Igor Šiške, Mito Škofje Loke, odkot se ti oglašaš? Jaz sem tudi zelo blizu Igorja, Šiške, Koseze, ali kako bi temu rekli. Trnov ali Koseze, se nima nobene veze. To referenco bo razumel samo pižama, ko bo poslušal. Kako preživljaš te dni izolacije, Damjan? Če si iskren povem, je zame izolacija nekako ni nič drugačna kot običajno. Glede na to, da sem prevajalec, večino časa je tako večinoma doma, da sedim za računalnikom. Je pa tako, kot si omenil, imam zdaj kar 2 dela. Tako da me malo spominja na tiste upokojence, ki pravijo, ko prideš enkrat v penzijo, da imaš pol manj časa kot prej. Tako da tudi jaz ga imam zdaj, se mi zdi, da delam zdaj, se mi zdi še več. Tako da cel dan. Poleg tega, da smo 4 doma. Ja, no, se to, predvsem to je, kar zalogaj domnevam, ja. Jaz sem sam, pa sem zalogaj samemu sebi, tako da. Tako je. Skratka, mimogrede, če lahko priznam, moja najljubša izolacija je stiropor. Kakorkoli že, rad bi povedal še enkrat, speciali iz karantene so namenjeni temu, da polepšajo te dneve vsem, ki ste te dni po domovih, in še toliko bolj seveda vsem tistim, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi vsem pogumnim, neustrašnim ljudem tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, ne nazadnje vsem nam, zlasti seveda medicinskemu osebju, pa policistom, gasilcem, poštarjem, delavcem v različnih proizvodnjah. Jaz mislim, da bi bilo prav, da bi se kot družba uvedli, da brez vas ne moremo ne zdaj, v teh nevsakdanjih časih, ne v našem vsakdaniku. Hvala vam za vaše delo, za vaš trud, zdaj lahko vse kakšno uro malo počivate z nami in če lahko kaj storite za svojce, sosede, kolege, popolne neznance, dragi poslušalci, ne nazadnje recimo za brezdomce, v zapisnik bomo dali nekaj koristnih povezav, kjer lahko pomagate. Skratka, bodite ljudine, storite to. To je bilo za ta nenavaden, neobičajen uvod v teh neobičajnih časih. Zdaj pa show must go on. V teh časih se prileže tudi malo odmisliti razmere zunaj, se potopiti v domišljijski svet in tema današnje epizode je miniserija The Outsider, ki je dosegljiva pri nas na HBO Go, če ste naročnik, posneta pa po knjigi Stephena Kinga. Zato, da boste pozabili na nevidni virus, ki nas ogroža v resnici, bomo torej govorili o pošasti, ki se hrani z vašo bolečino in z otroki. Kakšna sprostitev. Preden pa se tega res lotimo, še standardno opozorilo. Ja, res je, tudi tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste brali, niste gledali, pa mogoče bi brali, bi gledali, ne poslušajte te epizode zdaj, ampak se k njej vrnite, ko vam to uspe. To je bil uvod, vi še vedno poslušate podcast Obot in da jaz malo predahnem in srknem še malo piva, boste poslušali naš intro.
Skratka, jaz sem srknil svoje pivo, ker smo že tako daleč v tej izolaciji, pijem kar iz steklenice, tako da civilizacija mrtva, živel barbarizem. Pozdravljam pa seveda 3 naše sogovornike. Kot sem že rekel, tema današnjega pogovora je serija in knjiga The Outsider, zdaj pa seveda rabimo koga, ki je knjigo prebral. In Damjan, zato smo tebe povabili, ti si velik Stephen King fan, a si bral slučajno tole? Kratek odgovor je ne. Aha. Kaj pa daljši odgovor? Ja. Daljši odgovor je pa to, da jaz sem en tak zelo intimno povezavo s Kingom in se mi zdi, da nisem ravno velik fan teh zadnjih njegovih knjig. Zakaj je tako, sicer ne vem. V tem lahko še malo naprej, ko bomo se pogovarjali, še lahko še malo to razvijamo, to tezo. Ampak vse, kar sem bral od teh novih knjig, nekako sem bil vsaj deloma razočaran. In ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, imam eno svojo teorijo, pa ne vem, če bi jo povedal za poslušalce. Si mislim, kaj ta teorija je. Vse mogoče sem kdaj to že povedal, ne? Ampak tam njemu se je tako ena prelomnica zgodila leta 2000, ki je imel tisto nesrečo, če ste slišali, ki je skoraj umrl, ampak ena še prej, ne, ko je, če verjetno veste, je on vse živo poskusil v življenju, ne, od, da ne bom govoril samo od alkohola, še vse ostale stvari. In je definitivno tudi ena stvar povezana s tem, da je, ko se je streznil, kar je sicer hvale-vredno, ampak se mi zdi, da mu je... Ampak je definitivno, se mi zdi, da se je nekaj izgubil s tem. Ali je to samo moja osebna stvar, ne vem. Ampak se mi zdi, da težko je tista, kak King ima neko tisto rdečo nit, ki se je vila skozi vse te njegove knjige včasih, bi temu rekel. Ne? Se mi zdi, da se je to nekako malo izgubil. Ampak če bomo že danes govorili o Outsiderju, ki sicer nisem knjige bral, ampak je pa saj malo se približalo serija, se mi zdi, saj ta po občutkih tiste njegove starega Kinga. Ima seveda svoje pomanjkljivosti, ampak se mi zdi, da je, kar mene serija zelo všeč. Ampak no, kaj več bomo lahko naprej povedali. Ampak skratka, knjige nisem prebral, pa glede na to, kar sem bral o tem, veliko teh reviewov in tega, se mi zdi, da mogoče sem itak na boljšem to, da nisem prebral. Ker so serijo so nekako zboljšali knjigo, kot sem prebral. Tako pravijo. Igor, a si ti slučajno bral, ti si tudi velik Kingov bralec? Ja, ampak tudi ne teh zadnjih del, tega nisem bral in ko sem pogledal prvi del, me je zamikalo, da bi prebral, ampak isto kot Damjan sem tiste neke reviewje bral, pa je bilo tako, so bili tako, okej, ne. Ni bog ve, tako ful dobra knjiga, ampak zdaj, ko sem pogledal celo sezono, pa mogoče pa bom našel čas, da preberem, ker me zanima ravno to, kaj so tisti pristopi, ki so jih ubrali avtori serije, da so izboljšali zgodbo, ali pa mogoče, da je zgodba toliko dobra in da pač revieweri nimajo pojma, kar tudi možno. Ne? Mislim, ne nazadnje King napiše čist preveč knjig, tako da po mojem, če si specializiran, da reviewuješ Kinga, ni nujno, da opaziš, da je ena vmes ima toliko boljšo podlago. Ne? Dobro, to zna biti nevarno, čeprav ponavadi jaz kot kritik lahko to pač rečem, ponavadi je ravno obratno, veš, ponavadi je tako, da opaziš eno stvar in je malo drugačna in si tako navdušen, da si pol tako, to je pa super knjiga, pol pa če bi jo bral v resnici zunaj konteksta tega pač dela, bi pa gotovo, da mogoče pa ni tako dobra v resnici. Ampak ja, mi je pa zanimivo, no vsi imamo približno isto izkušnjo s Kingom, se mi zdi, sam s tem, da sem ga jaz že ful prej nehal brati, ker pač nisem imel nikoli več toliko cajta za žanr kot včasih in pač niti ne vem, kakšne so te njegove nove stvari, slišal sem, da pač niso okej. Bom pa govoril tudi o tem, jaz sem si spisal neki razlik med serijo in knjigo. 2 ključni sta, saj tiste, kar sem jaz prebral, se bomo na link dali spodaj, ampak 2 ključni razliki sta.
pa bom mogoče kasneje o tem. Skratka, knjiga The Outsider je išla 22. maja 2018, se pravi, kmalu bo 2 leti tega. Serija je pa v januarju letos prišla ven na HBO Go, kot smo že rekli. Razvil je Richard Price, ki ga mnogi poznate kot enega od scenaristov za The Wire, pa The Night Of, pa The Deuce. Jaz sicer teh zadnjih 2 nisem gledal sem pa seveda The Wire. In je super, drugače pa za Price. Aha, pove, Igor. Tudi te 2 seriji sta super. The Night Of je zelo briljantno prepletena štorija, super igra. The Deuce pa je bolj taka mood setting scena, New York, v 70-ih, slizi, porn, prostitucija, pa to tudi krasno posneto, je pa malo odvisno od tega, koliko ti je všeč, ker ne samo, da je James Franco v glavni vlogi, James Franco je v 2 glavnih vlogah, ker igra brata dvojčka. Ni neke full fore v tem, da je on 2 človeka, lahko bi imeli 2 različna človeka, tak full je preveč Jamesa Franco, ampak nekaj cajt se da gleda. Se tudi Franco je tudi po Kingovi knjigi, ne? Ja, tudi v tistem z datumom JFK. Ja. Ja, knjiga, recimo, no, to je tudi recimo knjiga, ki sem odnehal na polovici, recimo. Aha, ti ni bilo všeč. Ti spravijo, da sicer tudi serija nekako se ni tako ujela. No, skratka, kakorkoli, kar sem hotel povedati o Richardu Price, je ena zanimiva stvar, ki je fajn, da si jo zapomnimo za kasneje, da je tudi sam pisatelj, drugač, in pa da je njegova, pač v njegovih romanih je ta neka urbana ameriška scena poznjega 20. stoletja in je zelo realistično narejena. No, skratka, hotel sem še preden se lotimo pogovora o sami seriji povedati še eno stvar, da The Outsider je bil tudi daleč najbolj gledana HBO serija, odkar pač HBO to dela. Malo sem si pogledal, oziroma vsaj na vseh njihovih platformah, no, kolikor jih imajo. In sicer finale si je ogledalo 2,2 milijona gledalcev in je pomenilo, da je to imelo milijon ljudi več kot premiera serije. Skratka, kar 83% povečan delež gledalcev, kako bi človek temu rekel. Pa približno 9 milijonov gledalcev je imela vsaka epizoda na vseh njihovih platformah, kar je boljše od vseh pač njihovih. Recimo Watchmeni so imeli 1,6, v finale sezone gledalo pa približno 7 milijonov gledalcev na epizodo, True Detective 3. sezona pa približno 8 milijonov gledalcev na del. Kar se sicer ne čudim, ker 3. sezona True Detective res ni bila v redu. Super je bila. Ampak tu mislim, da je govora o kriminalkah ali nečem takem, ker Game of Thrones je imel bistveno več. Ne? Ja, no, Game of Thrones gotovo. Ja, po moje je tole mišljeno v okviru krimičeve. Ja. Skratka, serija, pogledali smo jo 10 delov, zdaj pride v del, ko povemo, kaj si mislimo o njej. Dajmo zdaj, Mito še ni nič govoril, Mito, ti nisi nič povedal, a si Igor ti slučajno kak plot pripravil, nisi, ne, tokrat? Ne. Ok, poj pa lahko Mito. Ne, kar ne, Igor zna to dobro, jaz še malo počakal. Mito se bo malo močal iz ozadja. Dobro, Igor, skratka, spet je čas na tebi, da poveš nekaj, o čem gre ta serija, zakaj bi človek to gledal? Zgodba se začne zelo dobro je zmontiran prvi del cel, kjer v bistvu s časom ugotoviš, da gledaš različne timeline in se zlepi to, kar se je zgodilo, kar pa je, da je nek psihopat ubil enega dečka in ta psihopat je priljubljen srednješolski učitelj telovadbe. Policija ga aretira, izkaže pa se, da on sploh je bil takrat čist prek 100 km proč na neki konferenci, obstajajo videoposnetki tega, da je on tam, hkrati pa je na truplu tudi njegov DNA. Kako je to mogoče,
dost hitro ugotoviš, po Kingovem romanu je, odgovor bo nekaj nadnaravnega in to se pol s časoma tudi izkaže, ampak v bistvu ni, zelo hitro neha biti to serija o tem, kdo je umoril dečka ali kaj je to biti ali karkoli, ampak je stvar v tem, da predstavi ene zelo zanimive in precej kompleksne like za ta žanr in jih pač razvija skozi zgodbo. Tako da v bistvu tele preiskovalci postanejo fokus zgodbe in meni osebno na koncu tale pošast mi bo malo boring, ampak sami tele junaki pa so mi bili zelo zanimivi in ta njihova pot in ne samo iskanje sledov, ampak tudi njihova ozadja in vse te stvari, pač zelo dobra drama. Ne? Ja, tle se bo midva z Igorjem dala fist bump, virtualni, ker pač sva takoj vedela, kaj je poanta te serije, medtem ko tretji pri primeri podcasta bo, ni to. Nekako mu spet ni šlo. Ne gledam meni te zadeve. To, pač s Kinga gledam zelo kot, mislim, jaz ga nikoli nisem bral. Gledal sem sicer par njegovih manj znanih del, to je par teh TV miniserij iz 90-ih še, ki so mi zelo... Kaj je že ona z Storm of the Century, tista mi je zelo v spominu ostala, pa še ena, zdaj ne vem, je The Strain, ena apokaliptična, no, ki je nehudič upeljan noter. The Stand. Ja, The Stand. Thanks. No. Tako da jaz ga poznam zgolj preko TV dela. No. Pa meni se zdi, da vedno King, mogoče je zato moja hiba ali pa manko, ne, da pač vedno gledam, da je to zgodba o nejevernem Tomažu, ki enostavno ne more skalkulirati, da pač obstaja tam zunaj nekaj več. Ne? In tukaj se je meni čisto isto začelo s tem, da pač zelo hitro je, tako si ti omenil, Aljoša, ne, se prevesil, oziroma Igor, prevesil v to, da niti ni več važno, kdo je morilec ali pa kdo je ubil, ampak pač ta nadnaravni element, s katerim se pač treba mu najti prostor ali pa mu ga oduzeti v naši konstrukciji sveta, ne, da se takrat izrazim. Lepo. Ja, to je bilo zelo lepo, ampak v bistvu ni bilo to, kar Igor povedal. No, ok. To si ne strinjal z njim. Ampak lepo je povedal. Ne, strinjamo se vsi, da je mi to zelo lepo povedal, ampak Igor je rekel to, kar je bilo tudi meni zanimivo. Pač postane zgodba v bistvu njih, postane zgodba o tem glavnem detektivu, se pravi detektivu Ralphu Andersonu in njegovim bojem s tem, ali bi to verjel ali ne, kaj v resnici naj s tem, s to pošastjo dela, kaj ne s tem elementom nadnaravnega in tako naprej. Damjan, kako se je tebi zdelo? Jaz sem začel naprej čist pri začetku, no tako, kar sem že rekel, nikakor se mi ne zdi popolna serija, ne? Ampak ima nekaj res briljantnih, odličnih momentov. Ne? Eno ste itak že omenili igralska zasedba, ne? Tukaj so nekako vsi karakteri, sploh glavni pač Anderson, ne, detektiv seveda, ne, in pa ko pride na sceno še Holly Gibney, ne, to, kar sta omenila, to, ko je ta antipod, oziroma te dva pola različnih pogledov na svet. To je meni bilo odlično v tej seriji. Ne? Se pravi, imamo na eni strani detektiva, ki je totalni realist. Karkoli bi imeli vsaj dišal malo po nadnaravnem, takoj odpiše. Ne? Potem pa na drugi strani imamo Holly Gibney, ki je pa, ne bom rekel, da živi v oblakih, ampak doživela že ne take stvari v preteklosti in svojo vztrajnostjo in s potekom zgodbe nekako lepo počas prepričuje in brez kakršen koli prisile, no, nekako detektivu pokaže tudi, da je mogoče še druga plat zgodbe in jo potem tudi njemu se ta zgodba lepo sestavlja tudi s preteklostjo. Kot drugo, ne, mislim, če pa celotno serijo pogledam, to mi je vsekakor mi je všeč to, ker je
nekako ta bližji vibe oziroma ta moody vzdušje. Ne? Se pravi, to že malo spominja na noarovsko vzdušje. Ne? Zelo počasno, kot da bi tempo ustavili. In šlo počas, tako kot temu rečemo v angleščini slow burner, zelo počas. Kar to se meni izjemno dopadalo. Zdaj, je pa po drugi strani to, da je pa sicer genialno se mi zdelo HBO, da so dali 2 dela skupaj naenkrat. Da so to vzdušje ustvarjali, ker pol se mi zdi, da malo serija sicer izgubi tega začetnega naboja. Ampak je to, če poznaš Kinga, se mi zdi, da je to kar prisotno povsod, sploh v tem žanru, ki ga piše, sicer ima tudi druge vrste, druge žanre, ampak v tem žanru, ki ga piše, če poznaš Kinga, je itak pomembno ta pot, ta razvoj zgodbe, razvoj likov, vseh te stvari, veliko bolj pomembno kot konc, ker se mi zdi, da je on zelo šibek pri koncih. Tukaj je konc šibek, pa če pogledaš It, recimo, zelo podoben spominja, mene je zelo spominjalo recimo, konc je tudi tam zelo podoben, se dogaja tam v jami in tako naprej. Tam je jama pod hišo, tle je jama v šumi. No ja, čist druga stvar. Pa ni pajka tukaj, ne? Ja, pa ni pajka, absolutno. Ne, res, jaz sem se sicer kar mal bal, da se bo ta Kuko spremenil v neki pač na koncu, no? Da ne bo pač človeške forma, ampak da bo neki karkoli pač, no. Tako da sem bil... Mogoče nisem narave za... Ja, mogoče je zmanjkalo. No, ampak je to, kar se hoče še to povedati, ena izjemna tudi lastnost, ko je King dan zelo dober opisati, pa se mi zdi, da je tukaj sploh Bateman, se mi zdi, da on itak mi je genialen, sploh teh zadnjih časov mi zelo, ampak kar je genialno prikazano, pa skozi sem imel ta občutek, ta mob mentality, no. In ko bi to razložil. Kaj se zgodi v mali skupnosti z ljudmi, ki tako čisto običajno, normalno življenje živijo, pa se zgodi nek dogodek, ki ga ne znajo razložiti. To je zelo ta prispodoba v vseh Kingovih romanih z raznimi pošastmi, temi stvarmi je samo nekaj neznanega, ki ljudje ne znamo, ne vemo, od kje je, kaj je in kako naprej. Ne? In kako se mi odzovemo na te neznane stvari. Takrat, ko se počutimo ogrožene za lastne življenja, kaj smo se pripravljeni narediti. Jaz mislim, da... Če se mogoče spomnite te njegove novele The Mist, recimo, super drugač film. Enaka zadeva, tam je pa sploh na majhnem prostoru ljudje različnih karakterjev ogroženi in kaj se zgodi. No. Tukaj pa sicer to razvlečeno, ampak se zelo dobro je to prikazano, ta mentaliteta ljudi, kar mi je bilo krasno. No. Meni se zdi, če smem tu samo na hitro eno ljubljansko-lakanovsko šolo idejo noter upeljati, pa ne bom tega razvijal, to je samo ideja. Da v bistvu, ko pride do, pri Lakanu vdor realnega, pri posamezniku samo svet zrušija, ne? Samo tukaj pa je v bistvu pri skupnosti, ne? In to on zelo dobro zna, samo on vedno reši potem na 2 načina, ali tu imaš ta X, ki ti je zrušil in pač deal with it, ne? Ali pa na koncu se mora tisti posameznik, ki se mu je, ali pa je del tega zrušitve, ne? Narediti neko moralno odločitev, kot pri Storm of the Century, naprimer. A veš, neke posledice, da potegne, kao pa da tisti X, ki je prišel pa zrušil vse skupaj, kao niti ni toliko pomemben, ne? A veš, to se mi zdi, da King ima neko tako lakanovski fetiš, no, bom rekel. No, jaz, če bi mene vprašali, jaz bi šel nazaj do Freuda. Do Freuda, ok. Ja, in bi govoril na tem mestu o Unheimlich, seveda, ne, pač kar je poanta, jaz mislim, da vsake dobre grozljivke je, da nam nekaj znanega naredi totalno neznano, ne. In tu imamo pač Batemana, kjer na začetku pač, on je dober sosed, dober človek, dober foter, pač tam ima neko, kaj že neko, to Little League, ne, se pravi, bejzbol igra, pač trener je. Ja, trener bejzbola je in pol ga aretirajo in imajo vse dokaze proti njemu in to je preprosto zelo težko. Po eni strani se vidi, kako hitro ljudje lahko verjamemo, a ne? Sem pač, daj nam eno fotko pač, ali pa povej nam, da ga je tam en mulj videl okrvavljenega in bomo že vsi ta človek je naredil pač grozljiv zločin. Po drugi strani pa kako težko je to, a veš, spostaviti skupaj, ne?
Ponavadi, veste, se tako, sicer tega pri nas ni to, ampak recimo v ameriških teh news, pač novičarskih oddajah, imaš zmer to, da ko je nek morilc, pa pol njihove sosede intervjuvajo in vsi rečejo, ja, se je bil čuden že od malega ali pa ne vem kaj. Ampak v resnici ni tako, ne. Večina pač ljudi je čisto normalnih, pol pa nekaj naredijo in jih nenadoma vidimo v čisto nenormalni luči, ne, kot neke pošasti. In to se mi zdi, da je v redu. Tle narejeno, nasploh se mi pa zdi, da pri kriminalkah zadnje čase, posebej v serijah, je zelo poudarjeno na tej neki skupnosti in kako je to podred, to, kar si ti govoril, Mito. Se mi zdi, da je to velik poudarek na. Videl sem, da je Damjan zdaj gledal eno serijo do konca, recimo, ko bojo pol kaj smo gledali, rubriki povedal, recimo, tudi v tisti pa vseh, ki jih jaz zadnje čase gledam, je zelo velik poudarek na to, kaj ta zločin naredi tej skupnosti, kaj naredi družini, v kateri je pač ubil, ne vem, očeta, mamo, karkoli, otroka, ne. In to se mi zdi zelo. In iz tega vidika se mi zdi ta Nalbanka prišla ravno pravi cajt, ker doda temu nek dodatni twist. No. To glede skupnosti je odlično. Eno par let nazaj, 2012, film Low, Jakten, danski, prikazal z Madsom Mikkelsonom, ki ga je Thomas Winterberg režiral, kjer dejansko ni zločina, samo je toliko prepričljivo, da so vsi takoj pripravljeni verjeti in kaj se zgodi potem. Mislim pa, da tale Outsider pa to stopnjuje z tem še fokusom tega kukuja na žalost pač žalujočih, da še stopnjuje. Torej, ni samo dovolj, da ubije dečka, ampak še mora cela njegova družina en za drugim postopoma iti in v realnosti se to dejansko zgodi. Se take stvari zgodijo ne zato, ker bi bilo neko nadnaravno bitje, ki bi sililo ljudi k temu, ampak ker je nekaj tako tragičnega res pač kot, ne vem, nek meteor, ki zadene skupnost. Ne. Tako da to je res, res dobro narejeno. Zdaj mogoče jaz na tej točki lahko povem ena od večjih razlik med filmom in med serijo in knjigo je ta, da v knjigi pa je vse nekje skoraj da polovice je to čisti noir detektivka oziroma noir, pač čista detektivka, kjer pač ta detektiv ugotavlja pač kaj je problem pač, oziroma kako je lahko ta človek na dveh mestih in je šele nekje na polovici naj bi bil ta element nadnaravnega dovolj jasen, da ti ugotoviš, da nekaj je. Ne? Medtem ko je serija šla čist drugo smer in je v seriji že takoj dobesedno, mislim, skoraj da dobesedno tako jasno, da gre za nadnaravno, za vpliv nadnaravno. Takoj te v bistvu zasipa s temi forenzičnimi podatki, ne, in DNK in kri je bila vsa posod, kao to je Terry, pač v defaultu ti dajo vedeti, kao ne more biti druga, kot ta veš, tako pa tako, ampak se tudi hitro zruši, ker on video posnetek vse na glavo postavi, pa tudi mislim, da če zdaj gremo že lahko na spoiler, konc druge epizode v bistvu Terry obijajo, ne? Ne, in se vse na glavo postavi potem, a je zdaj on morilec, zakaj se še nekaj drugega dogaja. Ne? Tako da, jaz sem tudi bral nekje to, da v bistvu, ravno eni kritiki hvalijo to najbolj, da je v bistvu pospešen ta prvi del knjige, da takoj prideš do tega glavnega vprašanja. Ne? Ja, sej. Mislim, da je to bila zelo pametna odločitev. In mislim, se ti zdi bizarno, zato ker pač je Bateman tisti, ki ga igra in pričakuješ cel čas, da se bo še pojavil nekako nazaj, ne? Ampak serija ga ne rabi. Ne? Bi pa jaz tukaj nekaj drugega vas vprašal. Meni, glede tega nadnaravnega dela, ni čist jasno bilo na nobeni točki, kako tale bitje prepriča tistega pomagača. Kako ga dobi? Vkrampnega. Vidimo, da ima kako? Nekega, mislim, da predre kožo, pa da pride do... Ne, to dobi naslednjega, v katerega se bo spremenil. Mu v bistvu vzame DNA. Kaj pa tega pomagača, torej tule policaja, pa tam onega temnopoltega, ki naredi samomor, nikjer ni razloženo, kak ga dobi. Je pokazano, kak ga drži, s tem, da mu tiste tur proizvaja, pa da ga muči psihično, kot mislim, da on vidi mamo, kak ga pretepe.
Ampak kako ga dobi? Kdo od vas to opazil, zaznal? Dobro vprašanje. Ne vem, mislim, da ni pokazalo, ne? Pač tega policaja dobil v enem skednju. Skedno, ja. Ja, in tam je pač sam vidiš, kaj ga zagleda, ne? In to je to. Pač uno na vratu ima, zdaj kako je to dobu, jaz ne vem. Ja, to imajo vsi na vratu, ne? Ja, pač to ima ta nek član, prek katerega ima on. Meni čisto osebno, iskreno povedano, mi je bil ta element mal too much. Se mi je zdelo čisto dovolj, da če on pač lahko menja obraze ali se pač prelevi, čisto prevzame celo telo unga drugega, da bi mi to bilo čisto dovolj. In v resnici je to mene začelo malo motiti, ker po eni strani je imel kup nekih, pač ima neka nadnaravne sposobnosti, ki jim ni meja, ker ne veš točno, kam spadajo, kaj se zmore, po drugi strani pa enih stvari sploh ne more, pa ga ogrožajo neki človečki tam. Ampak kaj, jaz sem občutek, da je to ta moment, ki je mogoče zelo verjetno v knjigi bolj razložen, kot kar prikazan v seriji. Ne? Ker je mogoče so ravno zaradi tega filmskega, pa tega mogoče se jim ni zdel smiselno, da je razlagati, oziroma te stvari ne verjetno je King to raztegnil v neki bolj believable. Ne? Jaz sem tako občutek dubo, no, da je pač se jim ni zdel pomembno to prikazati. Ja, meni se je zdelo v bistvu mogoče za medij televizija, da lahko na vizualni ravni malo boljše funkcionira to, pa tudi meni je pa bilo za zgodbo zanimivo, da se postavijo pač neke res človeške zgodbe teh akolitov, da tako rečem, nekako v nek fokus, ne, torej pač tega policaja, ki ni mogel priti v vojsko, pa je bil ostrostrelec, kar potem na koncu zgodbe prepela, pa potem veš njegov dialog z ostalimi, a veš pa ta zgodba, ta napetost, ta drama, ne, je nekako dodatno dalo, kot pa zdaj, če si skušam predstavljati, da se omakne te zgodbe ven iz narativa, da imaš potem samo eno A do B špuro do, a veš, onih jam, ne, a veš, kaj mislim. Pač meni je bil dodaten bonus noter, to kako pa, kaj je to pa, veš, da nisem niti pogrešal pa razmišljal, zdaj tako, ja, kako jih okuži, pač okuženi so, tato. To ja, točno to. Ja. It's king, baby. Ja, dejansko je pol, ampak jaz vedno tako rečem, no, da meni so vse te nadaravne, supernatural, nepojmljive stvari, so mi vedno postranskega pomena pri Kingu. Meni je to samo nek dodatek, jaz vedno gledam vse te odnose med ljudmi in kako so to razviti in so zelo dobro plastično razviti, ker je v principu je vedno, tako kot sem že prej omenil, ne, ta monster, pošast, ki je vedno samo del ljudi in teh stvari. Ne. To so samo kot neka manifestacija, ki je pač v nas samih, zato jaz to vedno tako gledam. Tako da mi je, kako je zdaj do tega prišlo, zakaj, tako naprej, to meni vedno postranskega pomena. No. In to tako se mi zdi, da v vseh teh Kingovih knjigah, ki so na to temo, se mi zdi, da je vedno nekako tako prikazano. Ja. Nekako, jaz sem vedno dobro, zopet televizijske fore, da je pač ta katalizator zgodil se, ampak ni se z njim ukvarjati, bolj je pomembno to, kaj folk naredi, naprimer, zopet bomo omenili Storm of the Century, ne, pač on Lagard, ki ima neka alienska usta, pa pač na koncu želi otroka odpeljati zato, da bo naslednik. Se tiste 4 dele miniserije, v bistvu, koliko se spomnim, se nobeno ukvarjal, odkot si ti kekc, lej, jaz sem tle, daj mi deco, a veš, to, s tem se ukvarjamo, ne, isto tle, lahko bi zdaj rekel nekako ilustrativno, da je to pač eksternalizacija teh izgube pa bolečine te majhne skupnosti, ne, ker vsak ima neko izgubo za sabo, ne, predvsem ta glavni policaj, ne, Mendelsohn, ki si res dost minutaže vzamejo za njegovo trpljenje, ne, pa odnos za svojo ženo. In je pač to, se mi zdi, bolj pomembno bilo ustvarjalcem serije, ne pač kao let, le imaš bolečino, pa nekdo, ki to bolečino krade, odkot je on El Kuko ali kakoli, nima. Še El Kuko sam se sprašuje, v bistvu tudi, ne, a si videl več takšnih kot sem jaz, a bla bla, ne. Recimo, to, če se malo vrnemo nazaj na klasičnega Kinga nazaj, je to zelo dobro prikazano bilo v eni par njegovih delih, še verjetno poznate Tommy Knockers, kdo gleda, to je ta serija, je bolj tako, ampak recimo pri knjigi, ne, je zelo dobro prikazano, so vesoljci, ki pridejo in začnejo nadzorovati ljudi in jim pač dajo neke sposobnosti
dodatne sposobnosti, ki jih že imajo. Pač pisatelj se čez noč, ker sam roman piše in tako naprej, ne? Kaj najdu neko zeleno stvar, skratka, no. Ampak hočem samo to povedati, da to prispodoba, tista knjiga, ali recimo prispodoba, za ki se on takrat recimo soočil z drogami in s tem je strmen, kako ti droga da nekaj več kot če pač drog ne jemneš. Ne. In je to zelo velika pozorna. Pa recimo The Shining, recimo pa hotel in take stvari. Ne. Vse te stvari so neke zunanje, ki so pač del nas samih. To, no. Ja. Mimo grede, Tommy Knockers delajo film, mislim, da. In James Wan bi ga naj delal, ampak bomo videli, kako bo s tem. James Wan je drugače dost sposoben človek, ko bi rad videl, kako se on loti Kinga. Tak da, ja. Meni je bila knjiga super, tisti film, ki je bil tale Jimmy Smith naigral, je pa bolj porazno. Ne? Ja. Zdaj, pa The Stand to delajo, ne, kot sem pravil. The Stand pa pride letos ven, je že narejen. Čeprav meni to originalni The Stand ni bil slab. Meni tudi ne. Rezen konca. Mislim, meni je zelo, kar marsikero travmo obogatil. Ne vem, jaz tega priznam, da nisem pogledal, tako da nimam pojma. Še ena stvar, ki pa je mene recimo zmotila, pa me zanima, recimo, česar pa jaz ne razumem najbolj, je, ali je ta El Cuco to stvar delal na lahč ali ne, ampak vsi njegovi pač ti, ki jih je on zamenil, na mest katerih je delal zločin, katerih obraze oziroma telesa je prevzemal, vsi so imeli alibi. Zakaj hudičaj, a je to bilo potrebno? Ja, a je to bilo nujno pač zato, ker, ne vem, ker je bila pač bolečina ali pa pač večja, ker je bil zločin pač tok neverjetno, ampak prav vsi imajo nek alibi, pač tega zadnjega imajo celo na kamerah in ne vem kaj, tudi sam se, mislim tako, pač neumno se mi je zdelo, no, ker bi bilo čisto dovolj, pač ne bi pozornosti nase usmerjal, tako pa se je zdelo na pol tako, kot da hoče, da ga lovijo, oziroma tako. Ja, mislim, da je bilo po naključju to, da ni imel čisto vsak alibija, ne? Ampak je pa vedno tak, da je alibi, če ti samo nekdo reče, da si bil tam, ni toliko prepričljivo. In zdaj tudi pri tem, ki ga je ta zadnjega vzel, ki ga igra ta Paddy Considine, je bila scena, da bi njegov brat rekel, da je bil z njim, to, da načeloma, ne? In da to ni nič kaj prepričljivo. In tudi pri Batmanovem liku njim, po mojem, mogu vedeti, da bodo kamere zraven. Ja, a nisi bilo tako, da je vsak nekam šel, polje pa on. Ja, pa glede na to, da je bil v njihovih mislih, bi bilo bolj smiselno, če bi tile ljudje, če bi pač naredil zločin takrat, ko so oni nekje vsaj blizu. Ja. Ja, jaz sem imel taki film, kot da ga je, ne vem, modern čas ulovil, ne, ker zdaj predstavljam si, da mogoče 100 let nazaj, ko je on še pač isto stvar počel kot zdaj, da je lahko računal na to, da pač nekoga, vse to parkrat omenijo tudi v seriji, noter ne moreš biti na dveh mestih hkrati, ne? Da je računal na to gotovost tega kvazi racionalnega sveta, ne? Ki ga Anderson pa ostali okupirajo. Ne? Zdaj pa pač tehnologija ga pa polujela, ne? Da pač ja, fakt, saj nisem vedel, kako pa ne, jaz samo moram se hraniti. Ne? Mislim, jaz sem dobil taki film. To mogoče ni slabo. Sam da se mal, sej mogoče zdaj to, kot od meni zdi čisto jasno, da je se to omenil, zdaj sem začel razmisliti o to časovnici. Ampak ni bilo tako, da se vsakič zgodila z nekaj poprasku nekoga? Ja, seveda, morala se najprej srečati. Ja. Ja, ampak potem je neka inkubacijska doba bila. Ja, inkubacijska doba, ja. Ampak mislim, da prav tako omenijo. Ker Batman recimo je v nočnem klubu tisti po prasku, ne? Oziroma je bilo obratno. Ampak potem je trajal en čas, ne? Ja, sej omeni, da traja onda nek približen time frame, ampak pol pa glih omenja polno luno, tako da mislim, da traja en lunin cikl. Ja, nekak 27 dni ali nekaj sajega, ne? Ali 21 dni. Ja. To z luninim ciklom je dost tak supernatural, vedno lahko daš, en lunin cikl, ok. Ne veš, to je narava. Boga luna, res vsega je kriva. Cycle of the werewolf.
Ja, tako, jaz mislim, da pač, jaz nisem imel zdaj občutka, da je El Kuku ful preudaren ali pa brihten ali pa tako, samo, kako ne rečem, lakomen, ne? Veš, da je to njegova glavna odlika. Pač in da je žrtev tudi lastne lakomnosti, mislim te lakote, ne? Mogoče, ja. Zgledal je lačen. Ja, vsekakor. Kaj je še takega? Ja, jaz bi zasedbo izpostavil. Ben Mendelsohn je fenomenalen in vsaki vlogi se mi zdi nekaj, da doda. Tam najbolj je bil izpostavljen, po mojem, prvič v Vojni zvezd, v Rogue One, kot vilen in tega pogledaš in si misliš, ja, on je perfect vilen. Ampak od takrat dalje nikoli ni bil več tak prav vilen, ampak je vedno igral nekega ful bolj kompleksnega človeka in koliko je uspel ta eno čustva zdaj prikazati tukaj, je, moram reči, zares fenomenalen bil. Paddy Considine tudi super, malo mi je čudaško, ker namesto angleško pač nenadoma govori z tem nekim Tennessee na glasom, ampak je super. In seveda Cynthia Erivo, ki pa je perfektna. Moram reči, da film Harriet ni prišel k nam, za katerega je bila letos nominirana za Oscarja, ampak če je bila pol toliko dobra, definitivno je to nominacija, ki si jo je zaslužila. Ja, res, jaz moram tudi reči, da na koncu meni je serija in jaz si bom potem najbolj zapomnil med tema dvema protagonistoma, ne, oziroma pač se pravi detektivom Ralphom Andersonom in Holly Gibney. No. Se mi zdi, da meni je pač Anderson oziroma Mendelsohn pač zelo všeč zaradi tega, ker skoraj nekako vse do konca ohrani to nek realizem, pa pač on je policaj, on hoče dokaze, pač jebeš El Kuka, res mu ni do tega, no? On bi pač res rad pač neko rešitev. Ve, da je pač zajebal, ker je javno aretiral pač, skratka, kako je že njemu ime, se pravi Maitlanda, ne? Pač pred vsemi in s tem v resnici nakopal njegovi familiji ful problemov, ne? Pač, ki se mora soočati z njimi, ker zdaj vsi mislijo, da je on morilc in tako naprej. Ampak pač vseeno pa ve, da pač rabi neke dokaze in želi pač neki narediti v resnici, ne pusti se tako speljati. Mogoče mi je proti koncu šel malo na živce, ker se mi zdi, da zelo prehitro začne v teh serijah, a veš, ta nadnaravni element, tisti, ki verjame v ta nadnaravni element, pač je ful tako ful ima ta superior ground, no, pač neko moralno osnovo in začne on ga ful potiskati. Ne, verjemi. Ampak jaz mislim, da on ne rabi verjeti v resnici v to. On mora samo slediti dokazom. In če bi on sledil dokazom, bi pač lahko prišel ne do istega v resnici, ampak še vedno bi prišel tja v tisto šumo, do tiste jame. Ja, samo tu smo imeli... Sem pač treba iti za dokaze. Tu smo imeli Holly, ne, glih za to, ona odlično opravi to vlogo, ne, ker ona je pa tista, dajmo pogledati, kam to vse gre in ona opravi to celo pot, mislim, da celo do New Yorka nazaj, ko skuša El Kuka. Ja, jaz mislim, da brez nje ne bi bilo tako, kot je bilo. Ne. Mislim, da se je začelo odvijati, če je ona na ceno prišla. Ja. Ker tudi Anderson, mislim, da skoraj do zadnjega dela ustraja, da to ni nič, pa meni gre mogoče malo bolj to na živce, kako hitro preklopi on, pa zelo na easy, brez nekega full filozofskega premisleka, mislim, da ne vem komu, onemu odvetniku, ne, potem omeni, ne misliš, da je zdaj pa že caj, da preklopimo tole, ne, da pač, moraš opustiti ta racionalni del tvojega možgana, ki ti govori, da to ne obstaja, ne, ker smo že tle od 3PM, ne, pa puške smo si glih nabili, ne. Pa jaz mislim, da ona tudi ni prišla na sceno samo zato, da bi rešila premier, ampak se mi zdi, da je rešila tudi njega. Ja, vsekakor. Je pa tu treba izpostaviti en zelo kingovski trop in me malo presenetilo, da se je Richard Price to odločil in sicer Magical Negro, ne? V Kingovih knjigah je dosti krat en temnopolt lik, ki ima neko vezo z nekim nadnaravnim svetom, recimo v Shiningu, recimo The Stand, in še dosti kje. In tukaj tudi je ona tista, ki to skreka in igrajo temnopolta igralka. In zdaj Holly Gibney se lik pojavi tudi v Mr. Mercedes,
kjer pa jo v seriji igra belopolta Justine Lup, A ni? A ja. ki je pač mlajša in povsem blond. In se mi je zdelo zanimivo, da so tudi tukaj se tega držali. Ne? In tudi v remakeu The Stand, ki prihaja, tole Magic Negro lik igra Whoopi Goldberg. Mother Abigail, ja. Tako da to se mi je zdelo, da ni bilo povsem nujno, da so se tega držali. No, ne vem. Bi me pa zanimalo, katere druge Kingove knjige so se vam zdele ali pa adaptacije nekako toliko izpiljene kot to, ne? Da dejansko uspejo presenetiti na tak način. Misliš s kvaliteto? Ja, s kvaliteto pa z razvojem likov pa vse to. Ne? Ja, kje začeti? Fule slabih verjet, to ne gre naprej omeniti. Ampak jaz bi lahko začel itak, meni so itak Kingovi romani, ki nimajo toliko supernatural elementov noter, itak najboljši. Moramo itak omeniti Shawshank Redemption, ne? Pa The Body, oziroma Stand By Me, ne? Pa Dolores Claiborne, če poznate to. Gerald's Game sicer mi je bilo tako všeč, to je dvojček knjigi, sta Gerald's Game pa Dolores Game, sta dvojček v istem času se dogaja, oziroma podobno. Mislim, da je na Netflixu, ne, Gerald's Game bil, če se ne motim. No, ne poznam. Pa seveda Green Mile, če zdaj na hiter, pa Misery seveda, nas jih je velik. Tako da, ja, no pa The Mist, se je tale, kaj že režiser, no to boš... Frank Darabont, ja. Tako, ja, vsi praktično vse njegove priredbe so za vse prste obližen. Ja, kaj, serijo The Mist je kdo od vas gledal? Mislim, da je na Netflixu. Ne. Nope. Ja, ni imela tako dobrih ocen. Se tisti film je dober, samo na koncu je committed, kaj gre v Darkness čist. Ja, pa konce čist drugačen, kot je v noveli, ne? Aha, ja. Ker na koncu gre, če se ne motim, je v filmu, oni se odpeljajo, ne? Ali kako, ne, a gre, kako je že, pri filmu se peljejo ven, on ugotovi, da ne morajo naprej priti in da ima, ne vem, koliko jih je, 5 metkov ima, 6 ljudi je tam in vse ubije, na koncu še svojega sina, potem pa sebe ne more in hoče, potem pride vojaki in ga rešijo. Pa Dead Can Dance je muska zraven. Ampak v noveli je pa on, ka žena, mislim, da ostane v bajti, ne? Ker on tam, in oni grejo, pač ne gre po ženo, ampak grejo, ni samo umora, skratka. Aha, ja. Oziroma umora. Ja. Ampak oboje je ful dobro. Ja. Cool. Ja, če sem prav preštel, zdaj sicer ima King približno 80 adaptacij njegovih del, tako da na Wikipediji zabeleženo. 56 slabih. Ja, približno tako. Ne, ta velika številka je tudi razlog zaradi tistih njegovih, kak jim že pravi, dolar, babies ali nekaj takega, in to je, da on vsakemu filmarju, ki želi, da možnost, da za $1 odkupi pravico, da posname karkoli želi, ampak King mu lahko reče, da tega ne sme predvajati izven, ne vem, zdaj, če je diplomski film, ga lahko predstavi profesorjem na faksu, pa če Kingu ni všeč, ga ne sme dalje prodati distribucijo. No, sicer mislim, da so tle res same televizijski filmi, pa njegov filmi, ki so prišli v kino, tako da, ja. Nek podvig. Kaj, on ima režijski podvig? Res, ja. Takrat, ko je imel... Maximum Overdrive. Okay. Zelo veliko kokaina je imel. In potem je rekel... Mislim, to je po neki kratki zgodbi, mislim, da Trucks ali kaj že... Ja. Potem je rekel, da ne bi več tega delal, ker je pogledal ta film. In... Ali so se cena kokaina dvignila? Tisti se res. Avtomobilska nesreča. Se pa veliko pojavlja, ne, ima veliko teh cameo, Lokman. Ja, v It Part 2 je bil dober. No. Tam tista njegov cameo mi je bil zelo všeč. To je res.
Ja, Čeprav film tisti je bil kol. je Film je umanjkalo pa mu na bilo koncu, ampak tisto pa je bilo lušno. To škoda nekega igralskega talenta. Drugač pa ja, jaz mislim, da če smo pri adaptacijah, je pač It tisto, kar je najbliže temu, no? Outsider. Jaz mislim, da pač namesto otrok imamo tle pač odrasle, pa pač ni klona, ampak je en model, ki pač menja face, ali kaj pač eden iz Game of Thrones, kaj je že. Mogoče je pa Arya. Faceless. Nikoli ne veš. Mena, pa so že. Ja, tako, faceless man, ja. Ne, meni je serija. Ja, čeprav po Moodu pač seveda itak spominja, itak to vsi spominja na True Detective, ne. Po Moodu. Ja, malo je. Nismo omenili glasbe, ne. Pri meni je zelo zanimivo to, da zelo redko, ko filme gledam ali pa serije, opazim muziko sploh. Ne vem, kam imate neke fore, pa sploh ne opazim. Tukaj pa ne vem zakaj, ampak je zelo dober ta razpoložaj, je zelo malo glasbe, ne, če se Ja, bolj so teksture, veš. ampak je taka, ja, tako, no. Ampak so ful opazne. Na dober način, seveda. Ne, mislim, da predvsem tale obrtniška plat, tehnična izvedba, ne, je bila, je meni nekaj, kar loči od ostalih priredb, tudi od Ita, filmske adaptacije, ker je za TV je bilo to izjemno. No. Mislim, predvsem fotografija, v enem prejšnjem podcastu sem že omenil, da Young Pope, pa New Pope, pa Outsider imata trenutno zame, so res top of the pops, kar se tiče izvedbenega pristopa do TV-a, ne. Mislim pa fotografije. No, kaj pa Devs? To be determined at a later date. Mislim, za zdaj mi je ful všeč, ful je sodobno, kar se tiče teh tekstur, ki so tako popularne trenutno. Glasbenih tekstur so čist tam, pri fotografiji se še bom pa malo zadržal. Je dober, brezhibno, ampak ni pa zdaj. Ker pri Outsideru se mi zdi, da se nekaj originalnega, nekaj svežega. Veš, ko v vsakem delu epizodi si imel nekaj, kar je bilo, wow, tega še nisem videl na ta način tako posnetega, ampak je lahko nekaj tihega, neka tema med partnerjema v posli, ki v bistvu samo ostane zaradi nekega zvoka ali pa zaradi tega, ker ga spomin njegovega sina v bistvu zasleduje in je v bistvu samo kadriranje tega tako dobro bilo, da ni pompozno, ampak zelo na mesto. Veš, mislim, tak full fine. In mene to mislim, da že v prvem delu čist kuplo, kao to, že na tej ravni, pa dobro vemo, da je pač 50% tega, kar dobimo, ne, iz adaptacije, vizualije pa glasba, ne, tako da me je že tukaj čist kuplo. Jaz sem zdaj pogledal tole glasbo, sta naredila Danny Bensi pa Sonder Jurjans, ki jo sicer ne poznam, ampak sem opazil, da sta delala tudi za serijo Ozark, ki si deli to, da pač je Jason Bateman tam v glavni vlogi in tudi režiser. Ne? Tudi prvi dve epizodi Outsiderja je Bateman režiral in tudi producent serije. Ja. Pozabil sem nekaj omeniti, sicer, kar si ravno zdaj omenil, to, da pač Bateman in tako, ampak eno scenaristo je recimo en najljubših pisateljev krimičev, ne? Denis Lehane. Ne vem, koliko jih je režiral, oziroma napisal scenarij, ne? Ali režiral, ne, scenarij. Ja. Ki je bil tudi, to si mi ti povedal, Igor, zadnjič, da je The Wire tudi ene par delov, ne? Denis Lehane, če se ne motim. On je recimo, boste verjetno poznala, filmi so po njegovih knjigah posneti, kot je Mystic River, pa Gone Baby Gone, ki je Affleck režiral, pa tale Shutter Island, s Leonardo DiCaprio. Scorsese. Tako. Ja. Dober. Ja, pa Wire je delal, pa Boardwalk Empire, pa tudi Mr. Mercedes. Enega dneva, res mogel The Wire pogledati. Če ne boš zdaj, Mito, kdaj boš? To si upaš povedati. Ja, jaz od večine tistih, ki se pretvarjajo, da so ga gledali, pa ga niso, ne, kao, sem odkrit, pa rečem, ne, nisem. Koliko jaz pa cankar v to. Jo, da mi tudi ti tega ne bi smel povedati v eter. To se hecam, vsi sem. Eno sem prebral od njega, nekaj že kiral. Tisto takratko, ne? Takratko, ja. V rdečih pletnicah, vse veš. Neke slikce so bile po to, če se ne.
uspelo nam se ful časa že pogovarjati, brez da bi najbolj problematično stvar izpostavili, in sicer prevod naslova. What the fuck? Ava je bil Outsider. No? A če se hočemo spustiti, ali kaj? Ja, mislim, zakaj? Kaj je bil prvot naslov? Ava je Outsider. Outsider je bil. A je to slovenski? Ja, kako bi pa ti prevedel, Igor? Ja. Ja, mislim, kot tujec. Tujec recimo, bi bilo že boljše. Že tako je. Neznanec. Pa ne, mislim, Ja, pa no, ampak ime izhaja iz tega, iz tega, kar na koncu Holly Gibney reče, da it takes an outsider to know another one, ali kak že. In mislim, tujec ali pa nekaj... Vseš, kako je to bilo, Igor? Rekel, polk je prevajalc do konca prišel v seriji, pa rekel, shit, se bi mogel res tujec prevesti. Ja. Sem veš, kako on je pač prevajalc, je ciljal na intelektualno publiko in si mislil, a kam je tujec. Če pa da outsider, veš, pa je tako ima širšo publiko, ki ve, gled to pa bo zdaj folk, jugonostalgiki, oziroma oni Slovenci, starejši, bojo hoteli gledati outsiderja. Se postavim zdaj na stran prevajalcev, ne, to v večini primerov to je tak distributeri da naslov, no, zelo veliki primerih. Ja, ne, se tukaj je problem, da HBO ima sedež na Hrvaškem in ne glede na to, koliko smo lahko pač sej še vedno, ne glede na to, kako gledamo na to, pač v hrvaščini je povsem naravno angleško besedo uporabljati, tako kot, ne vem, printer, ne? Ali pa kaj takega. Ni printer, to slovenščini. Ja, ne vem, če bi se Hrvati strinjali, dragi moji. Ne, res. Si ti pa imajo to Hrvati. Če bereš kdaj kak hrvaški računalniški, recimo sploh revijo, bug recimo, to je pač kot da slovenskemu bralcu je to weird, zato ker piše same te tujke so not. Ampak mislim, da je potem njim kot odločevalcem, kak naj bo slovenski naslov, v končni fazi se je zdelo najbrž bolj preprosto dati kar outsider, pa se ne mu obadati. Kako bi pa ti prevedel? Da bomo se hecali zdaj s tem. Ja, kako bi ti prevedel? Tujec ali pa neznanec ali pa... Marginalec. Tuje bitje. Obstranec. Obstranec. Izrinjenec. Drugač pa, Igor, veš, kako pa rečejo Srbi printerju? Kak? Printačina. Lepa. Pardon, ampak to se mora zdaj. Ja, Ja, drugače pač reči o seriji. Meni je bilo pač ful dobro vzdušje mi je bilo narejeno, posebej pač dobro proti koncu, meni je to z mamo od unga policaja mi je bilo too much. Ne vem, zakaj se je mogel ta strah naenkrat manifestirati, če se do tistega trenutka ni in je deloval. Meni ful se mi je zdelo neumno, da se mu mama prikaže in ga toče. Mi je bilo pa super, kar je pa v tej seriji super in zaradi česar se ne čudim, da je imel finale pač to gledalcev, je bil pa super ta cliffhanger iz 9. v 10. del in začetek 10. dela je tako turbo na 11, streljanje, liki umirajo in si sam tako kva hudiča. Ja, tam pa res niso šparali. To je bilo res presenetljivo, ful in šokantno, zato ker običajno, mislim, ne pričakuješ tega, v bistvu čiste preseneti, čiste dobi na levi nogi in cliffhanger je bil briljantn. Jaz sem prav vesel, da sem si prešparal oba naenkrat. Ja, meni je bilo, kot da si kar naenkrat padal v čist nek drug TV ali pa serijo, čist nek drug vibe. Mislim, jaz moram priznati, da malo pozabil iz enega dela v drugega, kar je bilo, pa veš, se štarta in kar naenkrat, veš, splet, boom, tresk, fuck, ja, že res, tle smo ostali. Čist, a veš, mislim, mene je šokiralo v nulo. Ja. Je pa zelo neverjetno, ko so pol v zadnjem delu se dali, ker se vedno sprašuješ, kako bo zdaj to razpletalo, vse to na koncu, ker je to tako počasi se odvija, pa na koncu pa... Bum. Ja. Zelo, ja. Ja, posebej recimo tudi v primerjavi z končnim obračunom z pač Kukojem, ki je bil v bistvu nič posebnega. Ne? Jaz sem pričakoval, da bo skočil na njo, da bo ne vem kva, ampak v resnici
je zelo hitro mrtev. Pač. Ne spremeni se v bajka, ne vem. Ja, Nič se ne zgodi. hvala Bogu. Ja, veš, če greš zopet na to ilustracijo, da je to pač nek mogoče strah, ki je pač od zunaj poln, znotraj pa votl ali whatever. Veš, se mi je zdelo zelo na mesto, da pač, ker tudi on ni neki mastermind, Lex Luthor levela, ampak je pač nekdo, ki je full lačen in je dobo po prstih. Veš, sem tako vzel, kar se mi je zdelo. Okay. Čeprav imaš pa potem na koncu ta post-credit scene, ki ti pa da, ne vem, pač neko večjo ominoznost. Ne vem, a ste sploh videli post-credit scene? Če kaj je že v poslednji? Ja, Holly pride domov in stoji pred špeglom, se malo počedi in veš tiste Američani, ki imajo one te kabrce oziroma omarce nad umivalnikom z ogledali in ko poklopi krilo, je kar naenkrat v bistvu, da slika, zdaj pa ne vem koga. Malo sem pozval, vem, da je nek duh noter. Ne? Ja, mislim, da je ta pokojen policaj, ja. Ta ostrostrelc. Ja, mislim, da je on, ja. Ja, kot... Ja, sem mene to čist, pač tako se mi je zdel, pač, da ima še ta pač neki posttraumatski sindrom. Ja, no, jaz sem imel taki feeling, kao, season 2, give me money, veš, kao, na ta for. Ja, sej to je, ne, jaz sem sicer, ne vem, a sem rekel na začetku, ampak verjetno sem v zapiskih imam, no, oziroma v scenariju, da je to miniserija, ampak trenutno vse kaže na to, da zdaj ob tem uspehu, seveda, ki ni bil pričakovan, januar je tudi zelo slab za serije in za filme, ne, ampak je imela ta pač strašno gledanost, da zdaj seveda tuhtajo tem, da bi delali drugo sezono. To bi mi bila škoda. No. Ja, ne, mislim, vseeno, Holly Gibney je lik, ki mislim, da ima, ga je tudi King pelje naprej skozi različne štorije, tako da enostavno je lahko drugi del Outsiderja o Holly Gibney pa neki čist drugi zadevi. Zdaj, če Mendelssohna še zraven vključijo ali ne, pa je čist stvar scenarija. Better Call Gibney. Mogoče tako, ja. Ali pa bo tako, kot pri nas, veš, se pravi jezero, Leninov park. Mislim, lahko bi se pa tudi odločili, pa pač nam dali zgodbo o temu policaju, ki ga Mendelssohn igra, o tem, kako mu sin umre in kako trpi. To pa je slovenski film. Čist. Točno to sem jaz mislil reči. Hvala, Damjan. Enkrat vsaj, da nisem jaz izpadel baraba. To je dobro. Ne, on bo rato kao Vampire Hunter, Van Anderson. Mislim, da boste Salem Slot tudi snimali še enkrat, če se ne motim, ne? Ali serijo, kaj že. Vse bo zdaj naredil. King je vroča roba. Pa njegova vsi ful radi govorijo, zakaj it's a good time to be a King fan. Ampak ne vem. Ja, letos, kar sem jaz prej gledal na Wikipediji, mislim, da sem letos, ampak v naslednjih letih je napovedanih že 6 ali 7 filmov, pa enih 6 ali 7 serij še eno. The Strain, zihar. Že skorka Peterson. Ja, skolko. Sem on to hitro piše tudi za folk ne sledi. King je vseeno še malo mogoče zadnji. Ampak glih danes je bilo mimogrede to, zdaj tako vam navržem, glih danes smo dobili, pač založniki smo ponovadi naročeni na en online založniško pač obvestilnik newsletter, no, in skratka v njem je pisali, da zdaj, ker seveda ta koronavirus in to, da naj se pripravimo vsi založniki, ker bojo vsi pisatelji prišli z ful debelimi rokopisi čez par mesecev, ker pač valjda vsi imajo zdaj sajt doma so in pišejo, ne, tako da ja. A imajo? Tudi Kinga pričakujem, da bom imel ene 3. Ja, pa je tudi Martin šel v klauzuro zdajle. Wow. Ne, jaz sem avtor, pa nisem nič na sliku, zamisel, danes sem dobil ena platna, lahko neko naročilo brezvezno naredimo, veš, jaz ne vem, no. Koliko gledam folk, pa meme, pa tako naprej, imaš 3 tipe ljudi v času karantene, ne. Normalne, ki pač objukujejo izgubljene čase, gamerje, ne, ki se samo smejijo, pa čakaj, kaj je že tretja? Nekaj mi je zletelo. Tretja pa je, parents with 2-year-olds, veš, kaj pa je sam katastrofa. Yeah. Tako da vse gorija, veš. Jaz mislim, da imam vsaj 2 od teh 3 tipov.
Ok, imaš še kdo kakšne zaključne misli glede outsiderja? Poglejte. Ja, No, kaj bi, vsekakor. Tok šajna tle noter, bi rabo kar ena sončna očala. ne, jaz bi Damjana bi vprašal, Čakaj, ker je malo večji ali poznavalec boljše, aha. tukaj. Po outsideru, kaj bi priporočil, da bi nekdo, ki Kinga ne pozna kot jaz, šel brat? Vsaj 3. Ajde. Zdaj, kot sem prej omenil, ne, ali če se gre v totalne drame, potem vsekakor, mislim, genialna za me knjiga Dolores Claiborne, pa njegova knjiga 4 novel, Different Seasons, ki se mimo grede prevaja in bo išla, se ne motim, pri Beletrini, kar je super. Noter je ta Shawshank Redemption, pa The Body, ki je bil film Stand By Me in tako naprej. Zelo, zelo genialna zadeva. V tej maniri bi še seveda Green Mile, tam je že malo nadravnih, no, sicer stvari noter. Če hočeš tako slovensko knjigo, je Needful Things njegova, kaj se zgodi, ko Faušija pobije vse v mestu. Tako je zelo velik špeh, ampak res zanimivo, kako naplete to, kaj en na drugega začnejo govorice med sabo in samo en sam sprošim, potem se to kot tak val. Se drugače tudi, mislim, da je tudi serija ali film. Film mislim, da je. Film Needful je Things, z King, ne vem. Maxom von Sydovom pa Edom Tako. Harrisom. Zelo Ja, dober. tako, Že ta tako. dva imena me Ja. kupta. Ja, okay. Samo me kupta za adaptacijo, imaš kakšno samo knjigo od- adaptirano. Ja, ne mu puščati bližnji. Ja, prosim. Ne moraš dati nekaj, kar ne bom mogel pogledati. Mislim, drugače pa, če si fan fantasyja, ne? Jaz recimo nisem fan fantasyja, Zakaj ne? ampak stvar, ki še ni adaptirana, razen tega bedenega filma, je pač celotna The Dark Tower serija. To je nekaj najboljšega, kar sem Ja. bral. To sem ful že slišal o tem, da pač cela ta Mislim- trilogija, da je res orang epic. Ne? Kao, Ne, Sploh mislim, ni ni trilogija, trilogija. zdaj bomo 7 knjig. Ja. 7 knjig plus še fule nekih grafičnih romanov, pa vse okej. živo je. Ampak to je kar glavnih je commitment. 7. Ja. To je Commitment meni ni tuj. 4000 strani ali nekaj takega. Film, ko te obstaja povleče film, noter, ampak je za nič. Pa Ja, nima vem, veze ne, z se film serijo. meni tudi ni bil všeč. Idris Elba je bil sicer kul, pa tudi Ampak Matthew me- McConaughey, kao ta over the top shit, ki se je zgodil, ampak zdaj, če me vprašaš, o čem se gre, se spomnim samo revolverja. Evo, that's it, res, nimam blage. Ne, drugače tudi tak svet razpletel, pa s to neko polno simbolike, da so tako kot pri Martinu, prav konkordanco. Nekih 600 strani je knjiga, ki To mi je všeč, le. imaš noter Visual aids. vse živo. Tako, ampak noter je razloženo, vse celota simbolika, ki je noter se svet, mislim, zelo, zelo, zelo razvejen No, svet. super, Tako super. da, Okay. to zelo priporočam. No, sam si moraš pa res čas No vzeti. problem. Ja. To je zdaj res opcija. Ja, drugače meni je všeč, mislim, zdaj jaz se to ne spomnim več toliko, ampak všeč mi je zaradi teme, mi je roman Izterjevalec. To je v resnici The Library Policeman, zato ker pač se gre preprosto za to, da pač, če nek tip ima predolg knjigo doma iz knjižnice in pojmo pride en tip pač težiti. Ampak je tako, meni se je to takrat zelo strašno špasno in nisem zamudil s to knjigo, no, sem jo vrnil. A ni to Seinfeld sketch? To taki Seinfeld sketch, ni? Mislim, da ni bilo. Ja, je noter, kao, ne, to ker še taki full over the top lik Seinfeldu, kao, ne, listen here, buddy, ti si dolžen toliko pa toliko, kao, ne, se vem, ti si Tropic of Thunder, kao, pustil tam le leta 77, pa se dela, zdaj da ga nimaš. Neka ta fora. Ampak se mislim, da to omenja noter, točno to zgodbo omenja. V knjigi napisal tudi 2 odlični knjigi o pisanju, pa o knjigah, ki jih bere, pa o filmih in tako naprej. Eno je že, mislim, da iz konca 80-ih ali začetku 90-ih je Dance Macabre. Taka zelo debela knjiga, odlična knjiga za prebrati, pa je pa še on writing, je pa malo manjša, je pa polovica je avtobiografska, polovica pa kako pisati knjigo. Ampak to na tak način, da je požreš knjigo
sem zelo hitro, odlična knjiga. No, in noter omenjate pač določene zgodbe, kako jih je pisal, kje je dobil kakšne ideje in tako naprej, ampak na tak zelo njegov svojski način. Cool. Super. To recimo. Ja, drugače imaš prav, Mito, ja. Naslov epizode je The Library in sicer je bila 5. epizoda 3. sezone Seinfelda. Gotta know your Seinfelda. Seveda pa, kaj se je zgodilo s knjigo Posodov je George. Ja. Pam, 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 pam. Ja. No, če smo o Outsiderju povedali vse, kar smo mislili, lahko gremo na našo najljubšo rubriko. Ja, zdaj smo, kako da ne, zdaj smo v karanteni, to mora biti naša najljubša rubrika, kaj smo gledali, brali, poslušali in tako. A je še hotel to, kaj od Outsiderja? A lahko še jaz en random citat iz Outsidera? Čak, kaj je že slovenskega filma. Ja. Stari, nov let je, da je bruhen še enkrat zame. Ne, meni je jaz ga vem meni je od Outsidera ta najbolj ogabno ostal v spominu, kako že, kot da bi hlod fuku. Ta je kar ogabno. Ravno zadnjič sem prav članek o tem, kako smo se tle, vsi smejali, v resnici pa gre za posilstva. Kar kolektivno, tako da. Ja, hvala Bogu, so 90 mimo. A ni, Igor? A se jih spomniš? Ja, mislim, ne vsi še kar delajo plate, kar včeraj so dali 2 ven, tako da ja. Čudovito. Skratka, to je bilo vse o seriji, vse, kar ste želeli, ali pa tudi ne, slišate o seriji The Outsider, malo tudi o slovenskem filmu The Outsider. Glejte, na HBO Go imate 10 delov, če pač boste gledali tudi, glede na vse kvarnike, ki ste jih zdaj slišali, pač vseeno mislim, da pogledajte, ker je fina, pa mislim, da vseeno nismo toliko povedali, da ne bi bila več gledljiva. No, zdaj pa rubrika, kaj gledamo, beremo, poslušamo, in tako kot zmeri je prvi gost na vrsti, tako da Damjan, kaj si ti gledal, bral in poslušal v zadnje čase žanrskega, da nam boš priporočil našim poslušalcem? Jaz najprej moram reči, da sem za nazaj pogledal celo vse 3 sezone Broadchurch. Ne vem, kako mi je šla ta serija, sploh mimo. Ni mi jasno, ampak ko sem enkrat začel gledati, nisem mogel nekaj gledati. Neverjetno, sem res binge-watchal vse 3 sezone. Kar še seveda Mindhunter sem pogledal. Odlično, ne. Mislim, jaz sem sploh neko fascinacijo s temi serijskimi morilci in s temi stvarmi in se mi zdi, da ti začetki, kako so začeli odkrivati oziroma sploh izrazoslovje za serijske morilce. Fascinantna zadeva. Ti lahko priporočam en ful dober podcast o Mindhunteru obod. Ne vem točne epizode, ampak ja. Jaz bom pa tebi, Igor, priporočil, da ko te intervjujejo, ko bojo Damjana aretirali, ti sem povedal, da se ti je zmer zdel mal čuden. Ne, likontra, pa vse je ne bil pa ja prijazno, vedno vrata odprl, pozdravil. Pa tak lep je. Mi Slovenci imamo vedno tole kopo, se on je bil čist navaden, dečko. Pa se je bil pravi det. Tako je. Super, kaj sem še gledal? Španska serija, ki je tudi na Netflixu, Money Heist, mi je odlična. A je v redu, to pa nisem krasna. Ja, odlična, to pa vsem priporočam. A je samo 1 sezona, ali kako je zdaj? 2. Druga sezona. Kaj pa je v osnovi plot? Mislim, sklepam, da je nek heist of money. Ja, tako zelo briljanten je en človek, ki se reče profesor, zbere na kup neke ljudi, ki imajo vsak neke svoje sposobnosti, ne vem, ene računalničar, skratka, različne sposobnosti imajo, noben ne ve za nobenega, komu je ime, seveda, kot Reservoir Dogs varianta. No in grejo v banko, v trezor, s tem maskami oddalija, udrejo noter, vse je pač vsi vejo, se pravi, policija je okoljska, obkoljo jih, oni so pa noter. In pol je genialno, sicer ne bom zdaj spoilil, ker je zelo, tudi to je pomembno, no, ampak notri se pol dogaja, kako to genialno, kako denar, kako bo denar, ampak je res
da ne bom spoiler, ta profesorka je pa zunaj. Ni noter med tem in imajo povezavo. In sem res ne bi reč preveč povedal, ker je res genijalen plot. Čak pa to je prav španska. Ja, in še to se hodili povedati, da mi je všeč, da je ne angleško. Španci na zadnje čas se mi zdi, da znajo zelo dobre stvari delati. In ta žanrski izdelek je res. To me malo spomni, če smem vprašati. Veš na on film z, čakaj, kaj že, Jodie Foster pa Clive Owen? Denzel. Ni Denzel? Ja, Denzel, ja. Denzel pa Clive Owen. Ja, pa Jodie Foster, ki ga skuša prepričati. Je, ne? Na avionu. Ne, isto banka, lopovi. Govorite o drugih filmih. Isto banka, lopovi pridejo noter, pol pa Denzel ali kdo pač že skuša prepričati, kao je, mi vas imamo, ne morete ven konc, ampak Jodie Foster se oplete noter, ker je v enem od Dva filma si zmešal. Eden je Insider, oziroma Inside Man, drugi pa je Panic Room. Ne. Kaj je že, no? Jodie Foster je v Panic Roomu. Nima veze. Clive Owen je pa v Insiderju. Nažalost, zdaj snemam ta Skype, oziroma kaj imamo že Zoom na telefone, ne morem pogooglati, ampak dobro, nima veze. Ja. Spomnim me malo na to, ampak gledajte, res je super. Fajn so karakteri, njihove povezave so krasne. Drugače, če smo že pri Kingu, sem odnehal pri Dr. Sleep. Film ali knjigi? Tudi neka polomijada, res sem polovico časa sem sam odmojal z glavo, pa sem pa odnehal. Tako da... Mito ni bilo to. Drugače pa jaz sem vmes po Googlu in v resnici imaš Mito prav. Jodie Foster je v Insiderju. Hvala. A je tudi? Ja. Okay. Tudi jaz nekako to poznam. Ne, sem jaz, če je Clive Owen v filmu, gledam sam Clive Owen. Jaz se spomnim, ona je v filmu odvetnica, ki zastopa nacija, ki želi svojo skrivnost zaščititi pred lopovi. To je to. Ja, ker je v sefu je neka stvar not. Tako da Igor, Mr. Tangenta, se kar zapri svoj lasten Panic Room, veš. Omenim pa se, če še za branje, pa na zadnje sem prebral ta zadnjega Demšarja in njegovo kriminalko Cerkev. Aha, Cerkev, kako je? Ja, super. To je spet en tak špeh, ne vem, kaj je to zadnje čase, da se te kriminalke dolge, tako kot Rowlingova tudi piše same špehe, ampak moram reči, da je zelo lepo bere, tako če gre in tako dobro je opisan tudi karakter med sabo, sem krasno, res je dobro. Čak, a je tle Miloš ali je on ta prvi detektiv, kaj je že? Ne, Vrenko je, seveda. Ne, tudi Miloš je. Oba sta zdaj točno, zdaj sta oba, ne? Tako. Aha, ok, sorry, jaz sem že malo pozabil. Veš kaj, jaz nisem, ful je debela, tako kot se je rekel, ful je debela, jaz sem jo hotel brati takrat, pa sem si rekel, ne, to bom enkrat, ko bom ful doma. In ful je nisem kupil, tako da, zdaj pa imam. Ne, ampak je zelo tekoče napisano, tako da se zelo hitro prebere. No, super, da še imamo tudi kaj slovenskega, to je tudi dobro. Ne, mislim, da krasno in pa fajn je to, da je ta lokalno, pa to je zelo dober zgodbo vplete v tem primeru, v ta škandal s to mariborsko škofijo, pa potem se v koru mori povezani in tako naprej. Zelo fajn. Okay. Super, Igor, kaj si ti pogledal, ti boš ponoviti največ? Pa ja, imam da me. Pa ja. Gledam. Sam zdaj ne moreš v kino. Ja, hvala Bogu je pač kino prišlo na dom. Ja, The Hunt, ki bi moral trenutno biti v kinu, se ga da dobiti. V Ameriki so ga pač dali v videoteke, pri nas ga še niso, ker očitno so naši distributerji, ne vem, čakajo, da ga. Ne vem, na kaj čakajo, ampak sumim, da ga piratiziramo, zgleda. Sumim, da bomo tudi pri nas vse te filme dobili dost kmalu legalno, ker so drugje tudi tako, da The Hunt je zelo lušen, mislim, da ga bo še Aljoša polomenil. Film pa presenečen, pa krvi, pa klanja, pa smeha tudi nepričakovano. Pa socialnega komentarja, meni je bilo v resnici to, kar
Kar všeč pa tudi ni, a veš, jaz ga bom še v resnici še enkrat pogledal. Se mi zdi, da mogoče na začetku se zdi, da je tako na prvo žogo, ampak je v resnici zelo brihten, no, tako na nek način. Mal ima tega. Ja, Damon Lindelof je scenarist, ne? In ni glih to za nivo Watchmenov, ampak je vseeno te ne daje ti to, zdaj vem, kam bo šla zgodba, ne veš. Zgodba gre nekam drugam. In tale glavna igralka je briljantna, ne? Betty Gillespie ali nekaj takega, ne vem. Ja, nekaj takega. Ja, res je huda, kako odigra ta meni stvari vmes, je Ona je sicer, enkrat sem že rekel, da bomo mogli imeti enkrat eno epizodo o skritih biserih TV ali pa filma, ker ona pač ta glavna igralka igra v Nurse Jackie, ki je v resnici ena mojih najljubših serij vseh časov in je res tako, pač premalo ljudi jo pozna. Vsi, ki poslušate tole zdaj, gledajte Nurse Jackie, zdaj imate šanso, briljantna je res, tako da. Okay. Cool. Povedal sem svoje, Igor, dalje. Če rabite, da se malo pač sprostite, sploh tista skupina, ki prej Mito je omenil, ki ima otroke doma, ne? Starši, komedija angleška na HBO-ju z Martinom Freemanom v glavni vlogi, je briljant. Martin Freeman je genius, on je soavtor serije in glavni igralec in to je noro smešno. Mislim, tako prav čiste na začetna scena je, da pač on proba delati, otroka kričita in pol tak manj se pogovarja sam s sabo, zdaj boš pomiral, globoko vdihne, bo šel not, rekel ima, naj se umirita, naj nehata, ti moraš delati, se bo to razumela, odpre vrata, pa tak v trenutku začne kričati samo. In potem tudi vedno zna čist najbolj napačno stvar tem otrokom reči in to vodi, zelo se eskalirajo stvari preko vseh meja, ampak hkrati potem znajo vedno najti neko realno noto, ki pač ne potisne vsega skupaj v parodijo, tako da je zelo dobro narejeno. Gledal sem nekaj, kar sem po naključju kliknil bolj ali manj in me ful pozitivno presenetilo in sicer gre za Murder Mystery je naslov, en najbolj gledanih filmov na Netflixu je, Adam Sandler pa Jennifer Aniston sta v glavni vlogi. To zveni super. Selling point, težko. V bistvu, glej, jaz mislil, da bo res slabo in sem vklopil, ker sem rabo, pač se nisem verjel počutil, ker sem v glavo bolj in potem sem se dejansko smejal večkrat vmes, tako da če rabite en sprostitven film, poleg ko kaj delate. Ok, zdaj mi je jasno, to tam na uni jahti, pa to se dogaja. To je tam na uni jahti. Se pol, ko sem videl, kdo je režiral, mi je bilo jasno, zakaj je toliko vredu, ker je tale Kyle Newacek ali nekak tak, je soavtor serije Workaholics. Če še ne poznate, to je precej cool serija o luzerjih, ki nič pozitivnega ni na njih, so pa smešni. Tako da Murder Mystery tudi priporočam, pa če imate 10 minut, pa bi radi začutili nekaj v razen panike v prsih. Poglejte film Two Cars, One Night na YouTubeu, se ga najde. Gre za film, ki je bil nominiran za Oscarja pred ful leti, Taika Waititi ga je naredil in štorija je o dveh avtih, ki sta parkirana pred gostilno in ker je to pač Nova Zelandija, otroci ne smejo v gostilne, starši pa morajo piti in otrok tudi ne smeš starih samih doma pustiti, ne, tak malih, in jih pustiš v avto na parkirišču. In pol ti otroci hengajo in je skrajno lep film, 10 minut traja. Res, naredite si uslugo, poglejte si ga, to je to, Two Cars, One Night. Pa gledam tudi Devs, ampak sumim, da znamo imeti kakšno epizodo o tem, ko bo fertik. Tako da, ja. Okay. Mito, kaj si ti pogledal zadnje dni? Ja, vse sem že omenil, kaj spremljam že v prejšnji podcast, torej Avenue 5, še me čaka finale, pa Picard me čaka finale. Pa Devse tudi spremljam, so res izjemni, upam, da bomo lahko kaj podebatirali o njih.
Drugače me pa predvsem hobiji okupirajo. Tako da prebral nisem nič, čeprav sem si danes iz Biblusa izposodil Vitez sedmih kraljestev, ali Sedmero kraljestev, če se ne motim, je pravi slovenski prevod, torej ta Duncan Egg zgodba, ki jo je Pižamc prevedel. Pa končno sem našel čas, ne, da sem lahko Final Fantasy 6 špil skoraj da že obrnil. No. To je pa kar, to so vsi pravili, nikoli nisem imel šanse, zdaj tega narediti je res the best, res je kar epic. No, kar milestone za, mislim, da leto 95, kar nora štorija, pa izvedba za tisti engine, pa tisti cajt. Tako da vsakemu, ki da nekaj na dober RPG, pa na dobro zgodbo, pa predvsem je full dark. Mislim, tako hardcore grejo noter z enimi zgodbami, ki si misliš, da to ni za deco, to je za 16+, pizde. Tako, res huda zadeva. Drugač pa ne vem, kitaro sem končno malo ven potegnil, jo odprašil, dal nove strune gor, pa jo dal nazaj takoj. V temnici sem malo več cajta, pa nekim začel zopet slikati, tako da meni so hobiji doma čist pozornost poželili. Ok. Tudi to je čist legitimno preživljanje prostega časa. Ni pa dolg cajt, ni dolg cajt. No, to je najbolj važno. Jaz sem tudi pogledal The Hunt, o katerem sva z Igorjem že govorila, pa ne še enkrat. Drugače, zdaj sproti gledam Homeland, se pravi že 8. sezono in pač, tako semi-boring, ampak tako, za pred spanjem je glih, da se ti že malo zeha zraven. The Walking Dead sem zdaj na tekočem in imam pač novico za vse fane The Walking Dead, da so javili v teh dneh, da finale sezone je prestavljen zaradi koronavirusa, ker ga pač ne morejo postprodukcijsko pač obdelati in bo nekje pozneje kot... tudi tega ne. In ga bojo pozneje izdali kot neko specialko enkrat proti koncu, pač, oziroma v nadaljevanju leta, pač ne vejo točno kdaj, ne. Tako da to, zdaj bomo pač gledali še te dele, ki so. In jaz upam, da se pred zadnji del konča s cliffhangerjem. To glede postprodukcije je dejansko nekaj, kar bi v osnovi ljudje lahko od doma delali, ampak imajo problem zaradi čist pravne narave, zaradi NDA-jev ne morejo in je to. Razlog, da ne bodo ljudje mogli videti finala, je zato, ker odvetniki ne pustijo. To pa sploh ne štekam zdaj. Mislim, stupid. Oni ne morejo sami doma delati, ampak lahko samo v studiu obdelujejo take pomembne stvari. Ful je podobna stvar, recimo za prevajanje filmov. Damjan, ti zihar poznaš to štorijo za Star Wars, Force Awakens, je prevajalka si morala nabaviti nov komp in iti v Prago prevajati v eno sobo in samo tam so lahko delali. Ona je morala imeti nov komp tam odpreti, oni so inštalirali software in to. In se je tam delalo v tisti sobi. Ali so z Denom Brownom tudi tako delali? Tudi, Kaj, da so ga zaprli v Pragu? Pa so rekli, zdaj pa še v Pragi. Prevajalci so bili vsi v Italiji, nekje, če se ne motim, v Veroni ali nekje in so vsi prevajalci tam prevajali naenkrat. Vsako tretjo besedo. Tako je, se ne motim. V neki hiši so bili tudi brez interneta, pa brez tako, da ne morejo ven nad sporočati. Tako. Še kar hecno vse skupaj. Pol pa se folk čudi, da Illuminati obstajajo. Če imaš kar naenkrat folk zaprt tam nekje. To je res, No, skratka, do naslednje epizode mislim, da mi bo uspelo pogledati Narcos Mexico, 2. sezono. Zaenkrat se kar v redu razvija, me kar spet pozitivno preseneča. Gledam pa zdaj tudi Star Wars The Clone Wars, se pravi risanko, risano serijo, in moram reči, da mi je zaenkrat kar fina, pač malo ti razširi to Star Wars vesolje. In pa skoraj bom konec prvo sezono originalnih Star Trekov, kar je tudi... mislim, da je lep dosežek in moram tudi reči, da zadnji deli so že malo dvignili kvaliteto, bilo je nekaj res ful dobrih stvari, pa
vedno bolj so mi pač liki všeč, ker se pač tako razvijajo, oziroma so konsistentni v enih rečeh in so mi pač Ja, samo veš, ful zdaj pa naredil zanimivi, tako da- napako, pa šel drugo, pa tretjo do konca pogledati. Ker bi mogel zdaj na tej točki takoj prešaltati na The Next Generation, ker v drugi, tretji se začne groza, ne, res groza. Saj ne, poglej, komod, ampak Ja, se vem, da se boš, Se ker bom. ne bo zaleglo. Ja, mora do konca pogledati. To je ta njegov OCD, veš. Ja. Moram pogledati. Vse vem, da je v drugi sezoni nehalo biti vredno, ampak mogoče pa 15. Ja, tale pa bo, veš, kak je že naslov Spock's Brain, ta bo zihar, dobro. Kakorkoli. Skratka, to je bil pregled tega, kar gledamo, beremo, poslušamo. In sledi avtor, dragi moji. Če je to, kar smo hoteli povedati. Ljudje in ljudine, to je bila že naša, čak zdaj pa 45. Hvala. 45. epizoda. V njej smo se javljali iz samoizolacije, da vam samoiniciativno povemo nekaj o seriji The Outsider, pa tudi ne nazadnje o knjigi Outsider. Upamo, da ste uživali. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, da si jaz pogledam zapiske. Damjan, to je pa slovenski film Zorc. Mito, Lakan, Gegič. Igor, sosed, Har. In Aljoša Printačina Harlamo. Tole epizodo smo posneli preko Zooma, zaradi česar se pač zahvaljujemo izumitelju koronavirusa. Damjan, mogoče ti poveš, kje te lahko ljudje staknejo na internetu, pišeš en zelo zanimiv blog, ampak zadnje čase nisi tako produktiven na njem. To je res. Časa je vedno manj. No? Drugače imam svojo spletno stran, Damjan Zorc, ki se imenuje Peripetije, drugače pa sem prisoten vse povsod po spletu. Glede na to, da doma prevažam, sem veliko tudi prisoten v družbenih omrežjih, pa večinoma na Facebooku. No, skratka, postokajte ga. Če vam bi bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox. Dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če te dni še vedno hodite tam zunaj, pa zato ni nobenega razloga, se le pazite. Nič več ne bom rekel. Samo probajte hoditi zunaj brez pravega razloga, pa boste videli, kaj vse še lahko pomeni kratica Obot. Dajte, polepšajte nam dan. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo podcast Obot, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, popravljene konce Kingovih romanov, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer se pa slišimo spet kmalu. Mi smo odločeni, da bomo, dokler te izredne razmere ne minejo, z vami vsak teden. Če nam to uspe, pa boste videli že čez en teden. Če nam ne, se slišimo znova čez 14 dni, ko naj bila naša tema serija Star Trek Picard. V načrtu imamo dva zelo, zelo posebna gosta. Mislim, sej Zorc, ti si bil tudi v redu, ampak za tole pa imamo v načrtu res nekaj posebnega. Upam samo, da nam rata. Kakorkoli že, obodovci in obodovke, ostanite zdravi, pazite nas in na svoje, pazite na soljudi in se kmalu znova slišimo. Love!